Draga žena Jožica, svit mojega življenja in življenja najine družine. Minilo je 50 let, odkar sva se spoznala, vedno sem si za ženo želel črnolasko in jo končno našel v tvoji mili osebi. Želim ti povedati, da zdaj hodim k zdravniku in spoznavam, da sem malo izgubil glavo in te obtožil stvari, ki jih nisi zagrešila. Globoko in iskreno se ti opravičujem in me je iskreno sram. Po 10-15 letih recimo sem že opazila, da se z njim nekaj dogaja, ker je med službo hodil domov me kontrolirati, ali sem sama doma, in ko je prišel, vedno odprl spalnico, pogledal, če bi bil kdo v spalnici. In to se je pol kar čedalje bolj nadaljevalo, ne. Jaz sem ga, ko je bil zmeraj pijan, jaz sem ga začela zavračati. Seksualno in jaz sem ga zavračala, ne. In to je pol on, prek tega je on tako postal ljubosumen, ker je da ženska rabi moškega, ne. Velikokrat ko sem se zbudila, sem poslušala, ali tam spi ali ne, tudi ponoči me je bilo velikokrat strah. Dokler nisem imela avta, sem bila odvisna od njega. In to je on dobro vedel in zato mi je bilo še slabše, ne. S hčerko sva se hotela tule v Dobovo kopat, ne. Pa je rekla, pridi ti dol do Krškega, tam je prišla ona iz Novega mesta po mene, pol smo šli pa skupaj dol. In je šel za mano, ne, kam greš? Sem rekla, gremo se kopat, ne. Ja, je rekel, kar pojdi, je rekel, jaz bom ključavnico zamenjal zvečer, ne boš prišla noter. In je res bilo to, ne, pol smo prišli zvečer domov, je bila ključavnica zamenjana in nisem mogla v hišo priti, ne. Lani februarja, ne, sem šla vstran. Ko sem že bila dol, je sinu rekel, da naj me spametujejo, da naj pridem nazaj, če ne, on ne bo odgovarjal za svoja dejanja. Tule je zdaj sem spet tule rekla, da sem tule doma, ne, in srečna sem zdaj tukaj, no, res. Že v hiši so mi rekli, da če bi bila pripravljena povedati to svojo zgodbo še drugim, ker to so mi rekli, da mi teh nasilnežev ne bomo spremenile, lahko pa je pa na nam, koliko časa bomo to prenašale, to nasilje, ne. In da prej, ko ga bomo prekinile, prej bomo lažje zaživele. Tako. To je zdaj odgovor na to pismo. Riko, ne mislim ti veliko pojasnjevati, zakaj sem odšla iz tvoje zlate kletke, ker mi po tvojem mišljenju ni ničesar manjkalo. Manjkalo mi je zaupanje, da svoboda ni samo tvoj privilegij, ampak tudi moja pravica.
in znam odpuščati, pozabiti pa ne morem. Zato nočem več tako preživeti niti ene minute svojega dragocenega življenja.